Večerjo ob kaminu v gradu Bodenwerder v hiši barona Münchhausna slovijo širom po svetu. In če ste tokrat prvikrat v gosteh... Sam prav ne vem, čemu se imam zahvaliti, da me je baron sprejel v znameniti krog svoje prijateljske družbe. Čudovita potovanja po kopnem in po morju, vojni pohodi in zabavne prigode barona Münchhausna. O vsem tem sem do zdaj slišal že toliko govoriti. Nocoj, fant moj, boste imeli čast in veselje uživati v pripovedi o čudovitih potovanjih samega lažnivega kljuca. Baron je v krogu svojih prijateljev ob dobri čaši vina najbolj resničen lažnivi kljukec pod soncem. In v pravo veselje mu je, če ga prijatelji tako imenujemo. No, ne bi želel biti neuljuden, a lažnivi baron, da bi lahko govoril o največjih resnicah in o najbolj resničnih dogodkih. Nikar si ne belite glave s tem. Na lastna ušesa se boste prepričali, kako barona samega zabavajo njegovi lastni poskusi zamotanega dokazovanja resničnosti zgodb. Moje gospe in gospodje, kot moram zadovoljen ugotoviti, se pri meni doma vsakič znova zbere šmentano dobra druščina. In ako ravno že zdaj marsikomu od vas na nosu berem, kako vnaprej dvomi o resničnosti mojih zgodb, mu tega prav nič ne zamerim. Zgodovina človeštva je polna dokazov o popotnikih, ki imajo navado povedati več, kot more biti res. Zatorej nazdravljam vam, moji dragi prijatelji, ki veste, kako težko je izbrati pravo zgodbo za začetek. Zgodbo, kakršna do dobra ogreje in razplamti poslušalčevo domišljijo, mu raztegne usta v smeh ali ustavi dih od samega napetega pričakovanja. Naj mi srce zaigra v tej druščini. Misliš tisto, ki ti je enkrat že skoraj da zmrznila v prsih od samega vetra in mraza? Primaruha, kljukac lažnivi. Tisto povej, o konju na strehi. Nocoj imaš nekaj gostov, ki bodo prvikrat slišali doživljaje iz tvojih ust pripovedovati. Čez pašnik je brila burja. Veter je rezal do kosti, pa naletim na nekem pašniku tam v daljni deželi na moža, ki je nemočen ležal na zemlji. Predstavljajte si, kako se je v tako ostrem mrazu počutil star mož. Nisem mogel storiti drugega, kot skočiti s konja in ga ogrniti s svojim potovalnim plaščem. Zato mi je skoraj zmrznilo srce v prsih. A dolga ježa je bila še pred mano. Dežela globoko pod snegom, neskončna zasnežena ravnina, do koder je seglo oko in cunjasti oblaki na nebu. Jahal sem in jahal, brez prave smeri in jahal, vse dokler me ni ježa utrudila do te mere, da sem za tisti dan sklenil potovanje zaključiti. Zastrašujoča praznina vse naokrog. A tik ob meni je iz snega štrlelo nekaj leseni rokovili podobnega. Na tisto reč, ki je molela ven iz snega, sem kar se da trdno privezal svojega konjiča in nedaleč v stran legel v sneg. Spal sem, kot bi bil z mehko pernico odet in se prebudil z jasnim in svetlim dnevom nad glavo. Okrog mene so se nizale hiše, slamnatimi strehami krite, pred mano pa velika lesena okrašena vrata, ki so mi dala vedeti, da ležim na sredi samega cerkvenega dvorišča. Bolj, ko sem se oziral in ogledoval za svojim konjičem, manj mi je bilo jasno, kje bi mogla biti ta moja vzdržljiva živalca. Rezgetanje se je slišalo visoko spod oblakov.
Počasi sem dvigal glavo, da bi pogledal, kaj se mi v sanjah godi tam gor pod nebesom, ko sem zagledal svojega konja. Pa sem še enkrat pogledal kvišku in videl, da je moj dobri koniček prav živahno živ in zdrav, le da je natrdno privezan k vetrnici na cerkvenem zvoniku, odkoder binglja in skopiti maha po zraku. Postalo mi je jasno, kaj se je zgodilo. Vas je bila popolnoma zasnežena, čez noč pa se je vreme otoplilo, sneg je skopnil. Z njim vred sem tudi sam rahlo drsel v globino in se na koncu spustil na zemljo. Tisto, na kar sem privezal konja, pa ni bila veja in ne rogovila, kot sem mislil v temi. Bila je vetrnica na vrhu cerkvenega zvonika. Nisem se obotavljal. Nameril sem naravnost uvajati. In ko mi je pomagal še močan sunek vetra, je konj, kot bi se nič ne zgodilo, stal poleg mene in veselo razgetal. Če sme pripomniti, dragi moj baron, povsod ste gost, ki ga radi vidijo. A slišati je, da pa najrajše živite pri prijateljih, ljubiteljih lovskega športa in lastnikih obsežnih lovišč. Pri našem omizju smo razdrli že marsikatero veselo in kratkočasno. In že večkrat si obljubil, da boš povedal o priložnosti, ki se ti je ponudila v podeželskem gradu sredi gozda, ob jezeru že prvi dan, ko si se v njem naselil. Priložnosti ni bilo treba niti iskati. Ponudila se mi je takoj, ko sem zjutraj vstal, kar pod oknom moje spalnice je čakala name. Jezero, prekrito z racami, je bilo to. In tisti večer sem pričakoval v goste prijatelje iz mesta, ki sem jih povabil na veselo pojedino. Kaj boljšega bi jim mogel dati na mizo kot pečeno divjo raco? Spomnil sem se na košček slanine, ki mi je ostala od zajtrka. Ta košček sem pritrdil na dolgo vrv, se skril v trsje na bregu in vrgal slanino za vabo. Najbližja raca je jadrno priplavala bliže in ga požrla. Slanina je imela trdo kožo, zato se je košček, še vedno privezan na vrvico, kmalu prikazal iz njenega zadka. Pri priči ga je požrla še druga raca, pa tretja. Tako so bile vse race lepo nabrane na vrvici, kot biseri na ogrlici. Prav razigrane volje zaradi imenitne domislice sem občudovanja vredno racovje v nizu potegnil na suho, si vrv z racami vred nekajkrat ovil okoli telesa in jo mahnil proti dvorcu. A kmalu me je prijetno počutje začelo zapuščati. Race so bile težke in že sem obžaloval, kaj mi je bilo vsega treba. A glej ga šmenta. Divje race, sprva omamljene od strahu, so si opomogle, začele so mahati s krili in se z mano vred dvigati visoko v zrak. Marsikdo bi v mojem položaju rad plačal za dober nasvet. Jaz pa sem se znašel v trenutku. Svoj lovski površnik sem uporabil kot veslo in krilo in zračno uprego po zraku krmaril v smeri svojega domovanja. Kmalu se je pred menoj pokazal grad. Treba je bilo le še dobro in varno pristati. Nad dimnikom sem se z nogami oprijel njegovega roba in skozi dimnik svojega dvorca štrbunknil na sredo mrzlega ognjišča. Le trenutek zatem se mi je pridružil še kuhar osebno, ki mi je od strahu telebnil v naročje. V vseh primerih, dragi moj baron, ko si zmeraj srečno, vendar pogosto komaj da odnesel svojo zdravo kožo, ti je pomagala sreča in kdaj še na ključje po vrhu. Pri tem ti moram polaskati, saj si s pogumom in prisebnostjo duha znal zmerom iztuhtati pravo rešitev. Vedno si bil poznan po svoji dobro opremljeni orožarni, odličnih konskih hlevih in pesjakih. Ja. Prav dobro se še spomnim, kako so ti daleč okrog zavidali tvojega jerebičarja. Ko se je znočilo, si mu obesil svetilko na rep
V čarovnije nisem nikoli verjel. Čeprav sem v svojem življenju doživel že prav neverjetne stvari. Skupaj s tem psom sem se 2 cela dneva podil za nekim zajcem. Nazadnje pa mi je le prišel tako blizu, da se je zaletel naravnost vame in se zvrnil na hrbet. In kaj mislite, gospoda moja, kaj sem videl? Ta zajec je imel 4 noge pod životom in 4 noge na hrbtu. Ko so se spodnje noge utrudile, se je kot kakšen spreten plavalec med tekom spretno vrgel naokrog in z nezmanjšano hitrostjo nadaljeval pot. Brez tega svojega psa, tega mojega vzdržljivega hrta, ki je prekašal ves pasji rod, tudi vi ne bi nikoli izvedeli, kakšni čudežni zajci nam rasejo po tem našem svetu. Nemudoma moram dodati, da se z nič manjšim zadovoljstvom ne spominjam odličnega konja, ki ga ni bilo mogoče poplačati z nobenim zlatom. Dobil sem ga po naključju, ko se mi je ponudila priložnost, da na čudovitem posestvu nekega grofa pokažem svoje spretnosti v jahanju. V razkošni dvorani sem se z damami pogovarjal ob čaju. Gospodje pa so odšli na dvorišče, da si ogledajo mladega, polnokrvnega koniča, ki so ga pravkar pripeljali iz žrebičarne. Nenadoma so do nas prodrli prestrašeni kriki in klici na pomaganje. Stekel sem po stopnicah in na dvorišču zagledal divjega, neukrotljivega konja, ki se mu nihče ni upal približati. Ali ga celo zajahati. Najbolj odločni jezdeci so stali kot pribiti in se osuplo in zmedeno ozirali naokrog. Pognal sem se in z enim samim skokom z pomočjo svojih najboljših jezdnih spretnosti konja v trenutku ukrotil. Da bi svojo jahalno spretnost pokazal še damam, sva se s konjem pognala skozi odprto okno dvorane. Tu sva jezdila, zdaj v koraku, zdaj v drncu, zdaj v diru, se pognala na čajno mizo in v malem, a še zmeraj ljubko, ponovila vse od začetka, kar je dame neznansko zabavalo. Moj koniček se je na čajni mizi tako spretno sukal, da ni razbil niti ene same ročke in ne skodelice. Damska srca so se ogrela za naju in pri grofu sva si pridobila tolikšno naklonjenost, da me je zaprosil, naj mladega koniča sprejmem kot njegovo darilo. Prigode iz vojne lahko tokrat spustimo, dragi moj baron, a časov, ko ste gonili sultanove čebele na pašo, bi bilo vredno oživiti prav zdaj, ko kipijo in rastejo naši užitki ob tem, kar nam pripovedujete. Saj res ni bilo posebno težko in trdo. Lahko pa zagotovim, da je bilo prav nenavadno zoprno. In bilo je takole. Moral sem vsako jutro goniti sultanove čebele na pašo. Jih tamkaj ves dan zavračati, da ne bi storile kakšne škode, in jih na večer gnati nazaj v panje. Tako sem nekega večera eno čebel pogrešil in kaj kmalu opazil, kako jo napadata 2 medveda in jo zaradi medu hočeta raztrgati. Pri rokah sem imel le srebrno sekirico, znamenje sultanovega vrtnarja in poljskega delavca. Da bi prepodil nadležna roparja, sem jo vanju zagnal z vso silo. Ubogo čebelo sem rešil, a zamahnil sem tako močno, da je srebrna sekirica zletela visoko v zrak in se ni ustavila prej, dokler ni padla na mesec. Zbal sem se, da bom, če se vrnem brez srebrne sekire, v velikih težavah in začel tuhtati, kako bi jo dobil čim prej spet nazaj. A spomnil sem se na turški fižol. Zelo hitro, da zraste do presenetljive višine, so vedeli povedati. Pri priči sem fižol usadil. Čudežno je pognal k višku in z viticami dosegel enega mesečevih krajcev. Brez skrbi sem lezel in lezel proti mesecu in ko sem nanj srečno priplezal, opazil, kako težko je iskati srebrno sekirico v krajih, ki se srebrno svetijo. Na kupu srebrne slame sem jo le našel. Že sem se hotel vrniti. Primaruha, kaj tako groznega tudi na samem mesecu nisem pričakoval.
Sončna vročina je moj fižol, po katerem sem plezal navzgor, tako izsušila, da se po njem ni več dalo zlesti navzdol. A nisem se ustrašil. Iz srebrne slame in drobirja, ki je ležal vse naokrog, sem spletel najdaljšo vrv, kar si jih lahko zamislite. Pritrdil sem jo na rogelj meseca in se začel spuščati po njej. Z eno roko sem se trdno oprijemal vrvi, v drugi pa sem držal srebrno sekiro. Kakor hitro sem se spustil nekaj pednjev po vrvi navzdol, sem se ustavil, odsekal odvečni kos vrvi nad sabo in ga privezal spodaj. S takšnim rezanjem in privezovanjem sem se bližal zemlji. A visoko med oblaki sem bil še, ko se je vrv pretrgala. In sem s tolikšno močjo priletel na ta prelepi svet, da sem se zaril 7 sežnjev globoko. Najprej nisem vedel, kako naj se skobacam iz velikanske luknje, kakršno sem naredil. A na srečo so mi v tem času zrasli tako dolgi nohti, da sem z njimi zlahka izkopal nekakšne stopnice in počasi, a srečno priplezal ven. Rešil sem srebrno sekiro in še samega sebe za povrh. No, in kmalu na to sem dal slovo o vojaški službi. Tako huda zima je bila takrat, da je še sonce dobilo nahod in staknilo ozebline. V tem hudem mrazu sem domov potoval s poštnim vozom, kajti le ta je bil tisti trenutek, ko sem potreboval dostojen prevoz, razpoložljiv in na voljo za potnike mojega stanu. V neki soteski sem opozoril voznika, naj zatrobi v rog, da se ne bi na tesnem prehodu nemara zaleteli v vozilo, ki bi prišlo z nasprotne strani. Dečko je nastavil rog in van na vso moč zapihal. A naj se je še tako naprezal in mučil, iz roga ni spravil niti najmanjšega glasu. To je bilo slabo znamenje. In res, že se je prikazala kočija, mimo katere nismo mogli naprej. Zato sem planil ven in najprej izpregal vse konje. Na pleča sem si naložil kočijo s potniki in vso prtljago. Skočil z njo čez cestni jarek in preskočil 9 sežnjev visoko živo mejo na sosedno njivo. Nato sem se vrnil po konje. Si vzel po enega pod vsako pazduho. Eden od konj, ki je bil zelo isker in komaj 4 leta star, mi je delal kar precejšnje sitnosti. Ko sem z njim pod pazduho preskakoval živo mejo, je začel kazati svojo nejevoljo z nebrzdanim hrzanjem in kopitanjem, zato sem utaknil njegove noge v žep svojega sukniča. Na cesti pa velel spet zapreči in že ob koncu dneva smo srečno prispeli do gostišča. V gostišču smo se ogreli in počivali, rog voznika poštnega voza pa je varno visel na žeblju, blizu ognjišča. A nenadoma zaslišimo. Trara, trara, to. Debelo smo pogledali. A po melodijah, ki so prihajale iz roga, v katerega ni pihal nihče, nam je postalo jasno, kaj se dogaja. Zvoki v rogu, prej zamrznjeni, so zdaj prihajali iz roga v enakem vrstnem redu, kot so bili van zatrobljeni, ker so se drug za drugim odtalili. Zvok je bil jasen in čist. Tudi sam presenečen nas je dobri dečko, ki je sedel daleč od svojega roga, še dolgo zabaval s svojimi melodijami. Poslušali smo udarne marše, hrepeneče ljubezenske pesmi, na koncu pa še mehko večerno pesem, polno miline. S to poslednjo melodijo se je končala zabava, ki nam jo je pripravil odtaljeni poštni rog. In zdaj, dragi moji gostje, bi bil čas, da me sami povprašate, kaj od vsega iz zgodb, ki vam jih pripovedujem, bi moglo biti res. Tako zlahka nas ne boste odpravili, dragi naš baron. Zna biti, da se vam je za trenutek zazdelo, kako je napočil najprimernejši trenutek za navajanje dokazov o verjetnosti in resničnosti vaših dogodivščin. A dokler nam ne poveste, kakšne svojih dogodivščin na morju, služili ste marsikateremu gospodarju, znanje jezikov in poznavanje različnih navad vam je povsod koristilo, vas ne izpustimo.
Saj ste se pogostoma radi vozili z ladjo po Marmornem morju, odkoder se odpira najlepši pogled na Carigrad in saraj velikega sultana. Prima ruha, da res. Rad sem se vozil z barko. In nekega jutra, ko sem občudoval lepoto in vedrino neba, sem opazil v zraku okroglo stvar, veliko kot biljardno kroglo, od katere je nekaj viselo. Takoj sem vzel svojo najboljšo in najdaljšo puško ptičarico, brez katere, če je le mogoče, ne grem in ne potujem nikamor. Nameril sem, a šele v tretje zadev skrivnostno reč. In se je približno 2 sežnja od moje barke spustil ogromen balon, večji kot največja stolpna kupola. Natančneje povedano, balon je lebdel v zraku, na vodi pa je pristala pozlačena gondola v obliki kočije. V gondoli je ob pečeni ovci sedel mož. Od naporov in razburljivega potovanja po zraku mož ni spravil iz sebe niti besede. A čez nekaj časa si je le opomogel. V vaših očeh berem, da me imate zdaj znajditelja tega balona. Tole zračno vozilo ni delo moje glave in neznanja. Verjemite mi, da je bila potrebna spodobna mera drznosti, kakršno imajo akrobati, vrvohodci, skakalci, da sem stopil v to vozilo in se z njim nekajkrat dvignil v zrak. Pred približno 7 ali 8 dnevi, svojo prati, ko sem že izgubil spomina, sem se s tem vozilom dvignil z rta v Angliji in vzel ovco s seboj, da bi z njo pred očmi mnogih zijal in radovednežev pokazal različne umetnije v zraku. Na mojo nesrečo pa se je kmalu po dvigu veter obrnil in namesto, da bi me gnal proti kraju pristanka, me je zaneslo na morje. Dvigal me je veter, dvigal v neizmerne višine. Izgubil sem smer, plaval mimo meseca in se dvignil tako blizu sonca, da mi je usmodilo v brvi. Lahko to pa sem si moral potešiti kar z ubogo ovco. Nikoli si ne bi mislil, da bom kdaj pristal na drugem koncu sveta. Velika stavba pred vami ni drugi konec sveta. To je seraj, harem velikega sultana. Kdo ve, kakšen je drugi konec sveta? Tu ste še zmerom na tem našem enem in edinem. Še ta udarec usode. Zdaj razumem, kaj se je zgodilo. Vzrok mojega dolgotrajnega poleta je bil, da se mi je strgala vrv, pritrjena na zaklopcu balona. Imel sem jo za izpušno lepotico. Zaklopko, ki jo je treba odpreti ob spustu ali pristanku. Če ne bi zadeli mojega balona, bi moral do sodnega dne viseti med nebom in zemljo. V znak hvaležnosti vašemu čolnarju podarjam svojo gondolo, balon pa itak ni za nobeno rabo, razcefral se na drobne koščke. Dragi baron, ura je pravšnja, časa za pogovor veliko. S svojimi prigodami in dogodivščinami ste nas spravili v razpoloženje, ki mu ni mogoče odreči nove zgodbe. Ja, spominjam se, da vas je veliki sultan poslal po zaupnih opravkih v Kairo. Z velikim sijajem, obdani z mogočnim spremstvom ste potovali. Potovali ste po kopnem in kaj hitro dobili nove spremljevalce. Saj je bilo tako ali ne? Le nekaj kilometrov smo potovali, ko sem zagledal majhnega, drobnega človečka, ki je z nepopisno hitrostjo tekel čez drn in strn,
Na vsaki nogi pa je imel svinčeno utež, težko kakšnih 25 kg. Kam pa tako hitro, prijatelj? In čemu otežuješ svoj tek s tolikšnim bremenom? Pred pol ure sem zapustil Dunaj, kjer sem služil imenitni gospodi. Prav danes sem ostal brez službe in sem se nameril v Carigrad, da si poiščem novo. Bal sem se, da bi prezgodaj prispel. Dostojanstveniki so vajeni dolgega spanja. Z utežmi na nogah sem hotel nekoliko zmanjšati svojo hitrost. Moj učitelj hitrega teka je vedno govoril: hiti, počasi. Fant, hiter si kot misel ali kot puščavski duh. Hudo povšeči si mi. Ali bi hotel stopiti k meni v službo? Hotel. Že oddaleč sem vedel, da bi se z vami dalo prepotovati marsikatero deželo in obiskati marsikatero mesto. Poglej no, kakšen nenavaden prizor. Tam na travniku. Fant tiho leži sredi travnika, kot da bi spal. A ko ga pogledaš v drugo, se opazi, kako pazljivo tišči uho k zemlji, kot bi poslušal samega zlodeja tam spodaj. Kaj poslušaš, prijatelj? Dolg čas mi je, pa poslušam, kako trava raste. Pa umeš to? Prava malenkost zame, gospod. Stopi k meni v službo. Kdo ve, morda te bom še potreboval. Dosti je priložnosti, ko pride prav kaj ujeti na ušesa. In tudi tam, na griču, tisti lovec s puško v roki, ki strelja kar tja v dan, ni ravno vsakdanji prizor. Kam pa streljam? Se je krok in krok le prazno sinje nebo. Svojo novo puško preizkušam. Pri plačilu ne bom skoparil, le da te bom dobil. Ta trenutek stopi k meni v službo. Ko ste prišli na egipčanska tla, se je dvignil takšen vihar, da bi vas skoraj pometel sveta. Je bilo tako? No, na levi strani poti je stalo v vrsti 7 mlinov na veter. Njih vetrnice so se sukale tako naglo okrog svojih usi kot kolovrat najhitrejše predice. Nedaleč stran je stal debeluh in si s kazalcem zatiskal desno nosnico. Kakor hitro je videl, kako v burji nemočno motovilimo okoli, se je obrnil k nam in si spoštljivo odkril klobuk. Pozdravljeni, vodice. Odkot vas je prineslo? Od tega pa ne razumem. Tako znenada ti nastane popolno brezvetrje in vseh 7 mlinov na veter hkrati obstane. Kaj pa je to? Ali imaš hudiča v sebi, ali si sam hudič? Oprostite, vaša vzvišenost. Malce vetra sem napihal za svojega gospodarja mlinarja. Da pa mu svojo sapo ne bi do kraja odpihnil njegovih 7 mlinov na veter, sem si moral eno nosnico zamašiti. Ne le na poti, fant moj. Dobro in prav bi mi prišel tudi doma. Kadar mi bo pohajala sapa o pripovedovanju vseh teh čudežev, ki se mi godijo, mi jo boš pa ti napihal. Pridi, z veseljem te vzamem v službo. Kmalu bomo v Kairu, tam bom odpustil vse svoje poslaniško spremstvo in obdržal le vas. Ali je res, dragi baron, da je bila vožnja z barko, ki ste jo najeli po Nilu navzdol, nekaj posebnega? 2 dni, prav res. A gotovo ste že slišali o vsakoletnih poplavah znamenite reke Nil. Na naši poti je začel Nil nezadržno naraščati. Dežela je bila vse naokrog že poplavljena, ko smo se 5. dne zapletli v mandljevec. Sadeži so bili zreli in okusni, a ko smo spustili grezilo, se je izkazalo, da smo najmanj 15 metrov nad dnom. Dvignil se je veter, nagnil barko na bok, zajela je vodo in se potopila. Rešili smo se tako, da smo se oprijeli vej mandljevca. 3 tedne in 3 dni smo preživeli na njih. Nato je voda prav tako znenada upadla, kot je narasla.
narasla. Našli smo ladjo, vzeli iz nje, kar je ostalo še uporabnega in šli iskat Nil. Ta je bil kar 250 km daleč, tako nas je odneslo od njegove struge. Na bregu Nila nas je gostoljubno sprejel orientalski mogočnik, ki je prisluhnil našim zgodbam. Ko pa je sultan ob koncu naše poti slišal, kaj vse se nam je pripetilo, me je počastil, smel sem stopiti v njegov harem in obedovati skupaj z njegovimi 50 ženami. Ne vem, če bo komu izmed vas kdaj dano doživeti tolikšno naklonjenost in prijetno zadovoljstvo. No. Znano je, da vas je imel sultan po egiptovskem potovanju močno v časti. No, to je res. Dan, ki ga ni preživel v vaši družbi, se mu je zdel izgubljen, ali kot radi rečemo, ni mogel živeti brez vas. Pripovedovali ste tudi, da vas je ven in ven gostil pri svoji misiji. In prostodušno priznam, da verjamem, kako ni mi za nobenega drugega vladarja bolj bogato obložena z jedjo in pijačo. No, kaj pravite? Ali ni to kapljica? Vince je dobro, vendar upam, da mi vaša visokost ne bo zamerila, če povem, da sem pri njegovem veličanstvu, nepozabnem Karlu VI, očetu slavne avstrijske cesarice Marije Terezije, pil še boljšega. Primoj Dunaj, ono vino bi morali kdaj poskusiti. Prijatelj Münchhausen, vem, da ste od sile moža. Popolnoma nemogoče je, da bi imeli kje na svetu boljšega tokajca. Nekoč sem dobil to edino steklenico od ogrskega plemenitaša, ki mi je zagotovil, da je vino najboljšega letnika. In rečem vam, da mož svoje kapljice ni rad razdajal. Ljudem pač ni vsega verjeti, vaše veličanstvo. Med tokajcem in tokajcem je razlika. Staviva, da bo v eni uri v vašem kozarcu tako žlahten tokajec iz cesarske kleti na Dunaju, pred katerim se boste z veseljem odkrili. Münchhausen, tole, kar govorite, je še najbolj podobno praznim marnjam, vam kar odkrito povem. Niso čenče, vaša visokost, niso čenče. Resnico govorim in vam povem še enkrat. Naravnost iz cesarske kleti na Dunaju vam v eni uri preskrbim steklenico tokajca, ki ga ne boste pozabili. In podobnega še niste okusili. Münchhausen, prepovedujem vam, da bi brili norca iz mene. Vse skozi vas poznam kot resnega in zanesljivega možaka. Če vas takole poslušam, se mi zazdi, da vaše široko ustenje ni vam podobno. No, prav veličanstvo, dovolite, da poskusiva. Vsako široko ustenje mi je zoprno kot lekaj. Če ne bom mož beseda, mi pa vzemite glavo. A tudi moja glava ni poceni. Kaj mi dajete za njo zastavo? Dobro, udariva si v roke. Če točno ob 4 tokajca ne bo v moji palači, vas bo to stalo glavo. Tudi najboljšim prijateljem ne dovolim, da bi brili norca iz mene. Če pa boste besedo držali, si boste lahko iz zakladnice vzeli toliko zlata, srebra, biserov in draguljev, kolikor jih more odnesti na hrbtu najmočnejši človek na dvoru. Velja. Zaprosil bi vas le še za pero in črnilo. Z vsem, kar želite, vas bodo oskrbeli moji služabniki. Jaz pa se ta čas spravim k počitku. No in nekaj pred 4. uro pa se spet snideva. Velecenjena cesarica in kraljica Marija Terezija, vaše veličanstvo je kot glavna dedinja podedovalo tudi klet svojega blagopokojnega očeta. Ali bi si smel pri
prinašalcu tega pisanja izprositi pri vas steklenico onega tokajca, ki sem ga tako pogosto pil pri vašem očetu. Toda prosim za najboljšo vrsto, ker gre za stavo. Kadarkoli in kjerkoli sem vam na uslugo in ostajam v nadaljnjem z odličnim spoštovanjem vaš vdani služabnik. Karl Friedrich Hieronymus, baron von Münchhausen. Do 4 manjka le še 5 minut. Kje neki se modi ta moj poslušalec in daljnostrelec? Tukaj sta. Poslušalec, lezi na zemljo in poslušaj, kje je moj tekač. Tekač, baron moj, daleč od tod trdno spi, in glasno smrči. Moj Duna, baron, vidim ga. Lenuh leži pod nekim hrastom in zraven njega je steklenica. Počakaj naj, kako ga bom požgečkal. Aha, naboj je že zadev krošnjo dreves, nam se sipa toča želora vejc in listja. Zaleglo je. Zbudil se je, skočil na noge in se tako hitro podal dir, da bo zdaj pri vas. Kakšna radost, kolikšno veselje, tako blažena prva kapljica. Kako ga bom srkal, visokostni poznavalec. Ne smete mi zameriti, a to steklenico bom obdržal le zase. Na Dunaju imate boljše zveze kot jaz in si boste še kakšno radost iz žlahtne kapljice priskrbili lažje kot jaz. Zdaj vam bom plačal izgubljeno stavo. Zakladnik, dovolite mojemu prijatelju baronu Münchhausenu, da iz zakladnice vzame toliko, kolikor more odnesti najmočnejši mož, ki je ta trenutek na dvoru. Korenjak moj, z dolgo vrvjo si naprti svežen, kakršnega ti bo uspelo nositi. Potoka smo še pustili v zakladnici, baron moj, da se nikomor več ne splačalo hoditi. Zakladničar je pustil vrata na stežaj odprta in stekel povedati sultanu, da jih ni več potrebno zapirati. Veliki admiral, takoj pohitite za njimi. Hudo obžalujem svojo prenagljenost, ko se pa le nismo zmenila. Pogubljeni smo, prijatelji moji. Celotno sultanovo ladjevje z razpetimi jadri je le še 2 milji oddaljeno. Zdaj bo po nas. Ekscelenca, bodite kar brez skrbi. Eno nosnico bom obrnil proti ladjevju, drugo proti našim jadrom in napihal tolikšno porcijo vetra, da bom admiralovo ladjevje v trenutku vrnil k sultanovi ladji. Nas pa srečno pripeljal na cilj. Tako se je v resnici tudi zgodilo. Od svojega plena pa sem imel le malo koristi. Ker sem predobrega srca, sem najprej razdal večji del plena med berače, ostanek mi je pa na nadaljni poti vzela tolpa razbojnikov. Dragi baron, vsi bi obžalovali, če nam pred spanjem ne bi povedali še katere dogodivščine vašega očeta. Ja, ampak doslej še nismo imeli priložnosti, da bi slišali kaj o vaši čudežni frači. Vaš oče je bojda znal povedati dolgo zgodbo o tem, kako je to odlično orožje prišlo po ovinkih v Anglijo. Za slavno fračo, ki je bila med drugim tudi v lasti velikega angleškega pesnika Shakespearea,
je oče slišal na obisku v Angliji. Nanjo je bil tako ponosen, da jo je zmeraj nosil s seboj. In rad je pripovedoval, kaj vse je doživel z njo. Sprehajal sem se tako ob obali, ko sem zagledal, kako drvi proti meni velikanski morski konj. Brž sem pobral 2 prodnata kamna, dobro pomeril, zadev pošast, nato pa sem se ji zavihtel na hrbet in jo pognal daleč v morje. Namesto uzde sem mu nadel fračo in ga tako z največjo lahkoto vodil po oceanu. Kot bi mignil, sva prišla na nasprotno obalo. Tam sem ga prodal krčmarju, ki ga je razkazoval svojim gostom in z njim zaslužil lepe denarce. Nenavadno potovanje je bilo to. Še bolj nenavadna pa so bila moja odkritja. Žival, na katere hrbtu sem jezdil, ni plavala. Z neverjetno hitrostjo je tekala po dnu morja in podila pred sabo na milijone rib. Nekatere so imele glavo na sredi trupa, druge na koncu repa. Nekatere so sedele v velikanskem krogu in prepevale, druge so zidale prozorne stavbe, obdane z orjaškimi stebri, v katerih so se čarobno prelivale barve. Nekatere sobane te palače so bile ribolovnice, v drugih so negovali nežne ikre. Nato sem prispel do velikanskega gorovja Pečine. Pečine so bile porasle z različnimi vrstami dreves. Na njih pa so rasli jastogi, rakovice, školjke, morski polž in drugo. Največ je bilo jastogovih dreves. Največja pa so bila rakova in ostrigova. Tako je moj ljubi oče vedno začenjal svojo pripoved o znameniti frači, ki je končala v žrelu morskega konja. Očitovih zgodb je toliko, da bi jih lahko pripovedoval leta in leta, pa bi marsikatero izpustil. Tudi o svoji zadnji odpravi na sever bom kdaj še povedal kaj. Nocoj sem vam, dragi prijatelji, pripovedoval o nekaterih svojih doživljajih. Nažalost ugotavljam, da je ura pozna in vas vabim, da se kmalu srečamo ponovno. Kakšni moji poslušalcev so hoteli počiti od smeha, drugi so me pozneje obkladali z lažnivcem. Slišim kdaj, ko kdo reče, kako krivični ste do barona Münchhausna. Ta naš lažnivi kljukec nam je s svojimi zgodbami dal največji poduk, kar ga je mogoče dobiti na svetu in ki je hkrati največja resnica. Zgodovina človeštva je polna dokazov, da ni težko ubiti resnice. Nesmrtna je debela laž.